Razpolovljeno pokopališče. Zgodba Marije Elene Porcio, posvečena pokopališču v Mirnu, po katerem je potekala meja med Italijo in Jugoslavijo. 1947. Od vojne sta minili že 2 leti, veliko pa je bilo treba še narediti. Potrebno je bilo spet pridobiti neko ravnovesje med narodi, ponovno zgraditi to, kar so bombe uničile, zlasti pa ponovno zarisati meje nove Evrope. Nekega dne so predstavniki zmagovitih držav vzeli v roke zemljevide, študirali, mirili, razpravljali in končno s trikotnikom in šestilom zarisali črto in rekli: Torej, se strinjamo, na tej strani je Italija, na tej drugi je Jugoslavija. Potem so šli v Pariz in podpisali sporazum. Nekaj časa kasneje so vojakom ameriške vojske ukazali, naj označijo novo mejo. Narednika Jack in Bob sta dobila nalogo, da gresta v Gorico. Ko sta prišla v mesto, sta mladeniča najprej označila zemljo s kredo v prahu, potem pa odvila metre in metre bodeče žice po celotni črti, zabeleženi na zemljevidih. Več dni sta delala med hišami in zemljišči, dokler nista prišla v vasico Miren, natančneje pred majhno pokopališče. Jack se je ustavil pred vhodom, pogledal karte, jih obrnil na eno stran in drugo, si snel klobuk in rekel: Šment, kaj pa zdaj? Kaj se dogaja? Je vprašal Bob, ko se je približal tovarišu. Dogaja se, da tukaj meja teče sredi pokopališča. Mladeniča sta se zavedala, da črta na zemljevidu ni razpolovila le pokopališča, temveč tudi njegove mrliče, saj je nespoštljivo potekala čez nekatere grobove. Kaj naj narediva? Je Bob rekel potiho, ko je kazal na nagrobnik. Ta ubožica se bo znašla z glavo v Italiji in nogami v Jugoslaviji. Ukazi so jasni, mejniki in bodeča žica gresta tudi sem. Upam, da se bo prej ali slej kdo zavedel tega nesmisla, je rekel Bob. Vojna je končala, a nekatere njene posledice bodo še dolgo trajale. Na koncu dela sta vojaka odšla in se nekaj mesecev kasneje vrnila domov, v Združene države. Minila so leta in nekega dne, leta 1991, je Bob slišal trkati na domača vrata. Bil je Jack, tovariš, s katerim se je boril v Italiji. Spoznala sta se zaradi vojne in ostala prijatelja. Poglej, preberi tukaj, je rekel Jack in mu pokazal izrezek iz časopisa. Novica je pravila, da Jugoslavije ni več in da so na njenem mestu različne države, med katerimi Slovenija, na meji z Italijo. A se spomniš tistega pokopališča v Mirnu, tam, kjer sva veliko let nazaj odvila bodečo žico? Ja, razpolovljeno pokopališče, je rekel Bob. V članku pravijo, da so leta 1974 odstranili bodečo žico, nato pa popravili mejo in pustili celotno pokopališče v Jugoslaviji. Svet se je končno začel spreminjati. Ja, to bi lahko bila priložnost, da se odpraviva na kratko potovanje v staro Evropo. Kaj praviš? Lahko bi obiskala Gorico, pa tudi Novo Gorico. Zakaj pa ne, prijatelj moj? A o prvi etapi sploh ni razprave. To bo pokopališče v Mirnu.